Skoraj teden dni karantene je za nami in že pogrešamo te vsakodnevne aktivnosti, dejavnosti, ki so nam bile včasih čist samoumevne. Nedolgo nazaj smo še v bistvu zjutraj odhodi na delo, druženje, kavice, šole, vrtci, verski obredi, obiskovanje cerkva. V glavnem ves družbeno življenje, ves družabno življenje nam je ugasnilo in v bistvu šele zdaj vidimo, kako težko v bistvu je biti izoliran, kako težko je živeti v bistvu brez tega življenja, ki smo ga bili navajeni. Ampak ne glede na vse, jaz bi rad vsem vam samo čestital. Občina Kranjska Gora je zgleden primer, kako se organizira v primeru takele v bistvu obsežne epidemije in lahko vas samo vse občanke in občane pohvalim, da res svojo samozaščitno držo držite tudi to našo frontno linijo proti koronavirusu tako dobro, da nam do današnjega dne jo še ni uspel pribiti. Na današnji dan je v Sloveniji do 11. ure bilo potrjenih 341 primerov okužbe s koronavirusom in tukaj je res velik uspeh, da Kranjska Gora še ni med njimi. Skoraj polovico občin, 100 občin je že na tem seznamu, vendar to ne pomeni, da ne bomo mi danes, jutri, pojutrišnjem. To ne pomeni, da Kranjska Gora ne more biti visoko uvrščena na tem seznamu, ampak kljub vsemu upajmo, da nam ta frontna linija z doslednim upoštevanjem navodil vlade, štaba civilne zaščite in seveda tudi Nacionalnega inštituta za javno zdravje uspeva. V tem času, odkar se nismo slišali, se je kar nekaj zadev zgodil in sicer zaprle so se meje z Avstrijo, prehaja se lahko samo še preko dneva in še to na vračanju v Slovenijo se meri telesna temperatura, tako da ljudje, ki so v bistvu na začasnem delu in ki prehajajo zaradi narave svojega dela v Avstriji dnevno preko meje, so pač žal izpostavljeni temu. Tukaj moramo omeniti, da se skupaj z občino Bovec, seveda tudi z vsemi ostalimi občinami do Gorice pogovarjamo o problemih prehajanja naših občanov v Italijo, kjer vemo, da je tukaj do v bistvu Gorice zadeva hermetično zaprta in da lahko prehajajo mejo samo dvolastniki in še to samo za potrebe kmetovanja, nujne potrebe kmetovanja. V današnjem nagovoru bi se res rad zahvalil vsem, ki v teh težkih časih še delajo, ki morajo biti na delovnih mestih. To so tako medicinski delavci, vsi po vrsti, tako naše zdravnice, medicinsko osebje v Kranjski Gori, kot tudi vsi zaposleni v teh poklicah po celi Sloveniji, pa policija, komunala, trgovke, večje firme, ki še kar v bistvu delajo, pa seveda tudi vse druge storitve, ki pač morajo biti energetika in vse druge, ki morajo biti ne glede na situacijo v državi prisotne in aktivne. Tukaj bi mogoče omenil samo, da res na naših področjih občine Kranjska Gora na javnih površinah in na javnih prostorih vam moram še enkrat izreči pohvalo, se držite navodil in se ne zadržujete. Imamo majčken problemov z določenimi igrišči, površinami, recimo Jasna, pa mogoče Planica, pa zdaj golf tukaj v Kranjski Gori, ki pa nam skupaj z
policijsko postajo Kranjska Gora uspeva zadevo obvladovati. Vidimo, da danes na soboto že v bistvu ni bilo ne v Jasni, ni bilo na igriščah, več pa so prisotnih skupin otrok in staršev. Upam, da se tudi na golf klubu počasi ta zadeva ustavi. Verjamem, da bo v naslednjih dneh stopila na moč uredba vlade, ki bo prepovedovala prehajanje med občinskimi mejami, se pravi, da bo ta prehajanje iz večjih mest, iz centra Slovenije v Kranjsko Goro tudi v bistvu se prenehal in s tem bomo mogoče tudi majčkeno bolj lahko zadihali, da se bodo te občani, ki imajo dvojna bivališča, odločili za bivanje ali tukaj pri nas ali pa na svojih v bistvu naslovih bivanja v centru Slovenije. V občini Kranjska Gora smo organizirali v bistvu vse te dežurne službe, ki so potrebne za normalno delovanje občine in vseh služb, tako da lahko pokličete kadarkoli ob potrebi na našo občinsko telefonsko številko. Imamo dežurno v bistvu receptorko oziroma v sprejemni pisarni je stalno dežuren en zaposlen. Imamo vse službe, se pravi tudi zdravstveno in to pripravljeno za varstvo na domu otrok, ki jih starši pač zaradi narave dela ne bodo mogli več čuvati in to se začne z drugim tednom. Imamo tudi pripravljene skupine za starejše, za pomoč, za razvoz potrebščin in tukaj vas zaproščam tudi, če vi poznate kakšen primer, da bi bilo potrebno pomagati starejšim, nemočnim, da javite na občino, lahko tudi meni osebno in bomo to zadevo uredili. Sami vemo, da tam, kjer so potrebe največje, kjer so stiske največje, ljudje ne povejo in trpijo sami za sebe, v bistvu pa sosedje in prijatelji pa vejo za nje, pa lahko javite in bomo to uredili. Mogoče bi samo še povedal, da ta borba ne bo kratka, da bo to trajalo sigurno še kar nekaj tednov in da tako kot do zdaj, da se držite navodil štaba civilne zaščite občine, seveda pa predvsem navodil države, ki iz dneva v dan spreminja regulative, pa seveda tudi Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije. Tako da jaz bi vas samo še enkrat pohvalil za vse in upam, da nam uspe, tako kot sem že rekel, to našo frontno linijo obdržati. Mogoče za konec naj vam samo povem, da v bistvu v celi občini zadeve so pod kontrolo, da civilna zaščita s štabom, kar se tiče potreb zaščitne opreme, nekako zasilno smo skrbljeni, smo dobili nekaj, še celo nekaj opreme smo dali za potrebe bolnišnice na Jesenicah, ki so imeli kar krizo, tako da to vam bo mogoče povedal več poveljnik štaba civilne zaščite Kranjska Gora, Blaž Lavtižar. Jaz pa vam želim samo še veliko zdravja, pa seveda, da se doma v domačem krogu držite, da postorite mogoče kakšno stvar, ki že celo življenje niste imeli časa, da se v krogu družine majčkeno več pogovarjate, da preberete kakšno knjigo in da vam ta čas do normalizacije mine čim hitreje. Hvala. Ko sem se peljal v studio podati izjavo za prebivalce naše občine, sem se zapeljal mimo javnih površin in zadovoljen ugotovil, da ljudje v veliki večini spoštujete prepoved zadrževanja na javnih površinah. Ta podatek me je razveselil. Se lahko z zadovoljstvom trdim, da represija in kaznovanje v naši občini zaradi upoštevanja odredb in samoodgovornosti nista potrebni.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje do danes nimamo potrjene okužbe s koronavirusom v naši občini. Štab civilne zaščite se dnevno seznanja z vso tekočo problematiko, izvaja odredbe, ki so podane strani vlade in po svojih najboljših močeh deluje z ukrepi na takšen način, da bi v največji meri preprečili izbruh virusa v naši občini. Kakšnemu prebivalcu se bo zazdelo, da se z ukrepi in odredbami pretiravamo, vendar vedite, da so prav vsi dodobra premišljeni in odrejeni zgolj za zagotavljanje varnosti nas vseh. Številka 045 809 809 deluje vsak delavnik. Na številko se lahko obrnete vsi, ki bi potrebovali pomoč v primeru okužbe s koronavirusom ali samoizolacije in posledično nezmožnosti upravljanja življenjsko nujnih potreb. V preteklem tednu je bila ustanovljena skupina na ravni občinskega štaba civilne zaščite, ki ima nalogo pospešeno nakupovanje osebne zaščitne opreme. S tem ukrepom smo v zadnjem tednu uspeli že zagotoviti kar nekaj zaščitnih sredstev, prav tako pa je bilo za prihodnji teden obljubljena nova pošiljka. Pri nakupih je skupina pozorna in zelo previdna na morebitne zlorabe. Zaradi varnosti se plačila osebne varovalne opreme vršijo šele po dobavi. Prihodi in odhodi oskrbovancev v stavbi počitniškega doma Kliničnega centra Ljubljana se vrstijo v skladu z načrtom. Vsi oskrbovanci dosledno upoštevajo prepoved gibanja izven objekta. Varnostna služba opravlja vse zadane naloge. Za lažje delovanje bi v varnostni službi priskrbljen bivalni kontejner z ustreznim ogrevanjem in priklopom na elektriko. Mejni prihod Rateče je od 19.3. za prehajanje osebnega in tovornega prometa do nadaljnje zaprt. Za dvolastnike iz Rateč je omogočen prehod z namenom izvajanja nujne kmetijske dejavnosti na njihovih zemljiščih. Poostrena je kontrola na mejnem prehodu z Avstrijo. Medobčinsko redarstvo in policijska postaja Kranjska Gora dnevno preverjata spoštovanje odredb in upravljata obhode in preverjate izvajanje ukrepov prepovedi zadrževanja na otroških in športnih igriščih, kot tudi na vseh ostalih javnih površinah v celotni občini. Komunala skrbi za nemoteno delovanje nujno potrebne preskrbe občank in občanov s pitno vodo, odvajanjem fekalnih voda, pobiranjem odpadkov po gostinskih in nujno vzdrževanje vse druge javne infrastrukture. Na tem mestu ponovno pozivam vse prebivalce naše občine, da dosledno spoštujete odlok o prepovedi kurjenja in odredbo o povečani požarni ogroženosti za celotno državo. Prav tako pa pozivam vse, da se ne odpravljajo v visokogorje in druge zahtevne terene, saj s tem nepotrebno izpostavljamo gorske reševalce in druge službe, ki so vključene v reševanje. Apeliram na vse, naj se ne sprehajajo po strnjenih naseljih, naj se ne zadržujejo v jasni in drugih turističnih površinah. Kolikor se že odpravljate na sprehode, to upravite na pešpoteh, ki niso vljudene, in sprehod upravite sami. Vsi vemo, da vkolikor ne bomo upoštevali nasvetov, bodo ukrepi samo še bolj drastično hujši. Kot sem že v prejšnjih izjavah povedal, lahko za preprečitev okužbe in prenos le-te v veliki meri naredimo največ sami. Upoštevajmo priporočila zdravstvene stroke in spoštujmo odredbe. Bodimo vzor sebi, svojim bližnjim in drugim in skupaj dokažimo, da zmoremo in zmagajmo to. Ostanimo zdravi.